Zdaj se bomo pa osredotočili na samooskrbo. Matej, jaz vidim, da si se ti pripravila, da si v pisarni. Imaš vse naštiman. Pa te bom kar tako vprašala direkt. Ti veš, da jaz živim v bloku, ne? In sem bila ful vesela, ker sem jaz lahko te prišla, ker sem videla pač, kaj imaš ti vse. Nimamo pa vsi te možnosti, a ne? Kako ti vidiš samooskrbo? Kaj sploh je samooskrba? In a je to samooskrba samo to, da imaš ti nek vrt? Ali je to več nivojev? Kako ti gledaš na te stvari za ljudi, ki imajo vrtove, in za ljudi, ki v bistvu nimamo te možnosti? Lep pozdrav vsem. Jaz se bom na brzino predstavila za tiste, ki mogoče ki me še ne poznate oziroma še niste slišali zame. Jaz sem Mateja Žlogar, za mano je 19 let dela v javni upravi in pa 10 let oziroma 11 let dela na samostojni poti. Odločila sem se za kmetovanje, za predelavo in pridelavo sadja in zelenjave, peko peciva in v zadnjem času sem tudi zelo aktivna na področju ozaveščanja glede samooskrbe, glede trenutnega stanja, glede manipuliranja sistema in pa v zadevi živi človek. Delo na zemlji, bom rekla, je nekaj čudovitega. Zakaj? Zato, ker posadiš seme, eno drobčkano seme in opazuješ čudež življenja. To seme nam pomaga, da nismo lačni. Če pa damo zraven še energijo ljubezni in vso našo bit, je pa ta hrana, ki zraste iz tega semena, polnovredna. In jaz bom danes povedala par stvari, kako si pomagati tudi v stanovanju. Če imate korito, namesto rož, lahko gojite zelenjavo, zelišča, paradajze. Če imate vrt, hišo, kako si zelenico predelate v en konkreten košček zemlje, ki vam bo pomagal mogoče za mesec, 2, 3 narediti samooskrbo. Pri tem človek tudi uživa, ko vidi, da iz enega drobčkanega semena zraste nekaj koristnega, kar lahko uporabimo za svoje zdravje, za svoje veselje. In pa povedala bom tudi kar nekaj koristnih nasvetov, kako si pomagati v primeru, če zmanjka elektrike, kako narediti samooskrbo tudi tukaj. In pa malo bom dala tudi številk, kaj danes pomeni samooskrba v Sloveniji. Začela bom pri sami sebi. Zakaj? Mir, ki ga imamo sami v sebi, nas popelje v čisto nove sfere. Jaz sem to lahko povem, ker sem po znamenju oven, se pravi kolerik, hitro vzkipljiv, ja, lep merki se. In ko sem jaz dojela, kaj pomeni mir tukaj noter, delati iz srca, vse, kar delaš iz tukaj ven, se umiriš. In meni danes noben ne reče, kaj ti si oven, pravijo, tebi ni nič podoben. A ne, umirjeno, lepo, skulirano. A veste, vse se da presežiti. To, kar so nam dali na podlagi rojstnih datumov, so samo nalepke. To je neka sistemska zabloda, ki nas drži v nekih okvirčkih, v nekih škatlah, tako kot je prej Miran razlagal. A ne? In ko mi začnemo delovati iz naše prvobiti, iz našega praizvora, se šele začnemo zavedati, kaj je naše poslanstvo. In jaz vem danes, da je moje poslanstvo povezano z zemljo in vse, kar se s tem dogaja. To, kar danes vam predavam, je v bistvu samo gor rekel, vse to znanje, ki ga imaš, predej naprej. Da bojo ljudje vedeli, kako si pomagati v tem času danes, ki je izjemno turbulentno, ampak obenem zelo zanimivo.
Jaz sem ga vzela kot en ogromen izziv, kako lahko vsak dan rastem, kaj se lahko vsak dan nekaj novega naučim in kako lahko vse to moje znanje predam naprej. Je pa tako, ne, glih prej, ko sem bila tamle, ki je bila vrsta, ne, je en rekel, ti bi se mogla klonirati. A ne, dobesedno, a veste, ko imaš zadevo vpeljano, a ne, je včasih tako, da v bistvu v eni osebi morajo biti 3. A ne? Se pravi, vaš čisti prosti čas, ki ga imaš, oziroma vaš čas, moraš pomnožiti krat 3. In pa je treba toliko hitreje delati, toliko hitreje se obračati, toliko hitreje migati, a ne? In pa pravijo, ja, a ti nič ne počivaš? Jaz pa pravim, veš kaj, lej, zdaj je taka situacija, prosim te, pomagaj mi, jaz nimam cajt počivati zdaj, ne? In dobesedno, veste, kad delaš iz srca, iz ljubezni do stvarstva, imaš toliko energije, da te noben ne more ustaviti. Ne tank, ne bomba, ne ljudje, ne nič. Niti Džavša, ne.